Novo leto nas je obdarilo s snežno odejo. Čeprav je v nižinah zapadlo le 10 do 15 cm snega, so imele zimske službe veliko dela s pluženjem in posipavanjem prek 38.000 km javnih cest in poti. Komunalno podjetje Ljubljana med drugim skrbi za čiščenje 321 km pločnikov glavnega mesta. Preverili smo, ali pri tem upoštevajo tudi posebne potrebe uporabnikov invalidskih vozičkov, slepih in slabovidnih, pa tudi starejših in mamic z otroškimi vozički. Sneg ne maram. Povzroča mi, kot smo videli prej pri sami vožnji, mi ovira normalno gibanje. Tako da v bistvu je to za neke vrste, bom rekel, kar moja nočna mora. Problem je pa v tem, da ko ceste plužijo, se, bom rekel, na vsaki strani cestišča pojavi kup in tudi prehodi za pešce. In ko prideš do prehoda za pešce, te pričaka tisti velik kup in je skoraj nemogoče čez cesto, ne. To je en problem, ki ga, bom rekel, te snežne službe se ne zavedajo. Sogovornik ugotavlja, da so očiščeni tisti deli pločnikov in ulic, ki so namenjeni hodečim osebam, klančine pa večinoma ostanejo pod snegom. Tako se morajo uporabniki invalidskih vozičkov pred snežnimi ovirami znajti po svoje. Včasih je treba iti tudi po kakšni daljši poti, ne, kjer je pač dostopno. Lahko pa povem tudi izkušnjo osebno, ko sem prišel do kupa pred prehodom za pešce, pač sem prvega mimoidočega prosil, da me porine. Seveda nima izkušenj. Bistvo tega je, da pri taki stvari treba voziček nagniti nazaj na zadnja kolesa. Ker če kar porine, se, bom rekel, sprednja kolesa, ki so manjša, zarijejo v sneg in se zadeva ustavi. In je že bila situacija, da me je porinil z vso močjo in sem skoraj naprej padel z vozička. Ko zapade sneg, so parkirišča za invalide pogosto nedostopna. Pred bloki, kjer ni, bom rekel, garažnih hiš, morajo stanovalci sami očistiti. In je tako, ne, ponavadi se, bom rekel, vsak svoje parkirišče, bom rekel, označi tako, da postavi kakšno gajbico po moje, ne, ali pa kaj takega. In moraš prav paziti, ne, da ko prideš nazaj, ni rečeno, da te čaka parkirišče, ne. Neočiščene poti so velik problem tudi za slepe. To pomeni precej večjo oviro, kot pa, ko ni snega. Zato, ker so robovi zasneženi, cestišča, kolesarske poti in je dejansko dosti težje se orientirati. Jaz imam to srečo, da vidim kontraste, kje so shojene poti, se pravi temno, svetlo, tako da se potem orientiram. Tako da je en apel tukaj na te službe, ne, ki dejansko vzdržujejo ceste, da taktilni talni vodilni sistem, da črta, da je sčiščena, da je spluženo, da so vse te elemente, da so čim bolj sčiščeni. Na Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije so opozorili še na eno težavo, s katero se njihovi člani soočajo v vseh letnih časih. Vedno večji trend je, da se prehodi za pešce, da se izenačijo s cestiščem. To je dobro za tiste na vozičkih, je pa velik problem za slepe, ker ne vemo, kdaj pridemo na cesto. Tudi stop pike, ki so značilne, da nam povedo, da se ustavimo, da je neka ovira, tega še ni. To nevarno pomanjkljivost naj bi uredil pravilnik o zakonu o graditvi objektov. V zadnjih dneh so zaradi zdrsov in padcev na snegu in ledu
nujne službe v Ljubljani in Mariboru prejele že skoraj 80 poškodovancev. Nevarnost poškodb je še toliko večja za slepe in druge invalide. Določenimi ljudmi sem se že pogovarjal, pa so rekli, da ne gredo iz hiše, zato ker je dejansko sneg in nekdo, ki ne vem, nima spremljevalca, pa tudi starejši, in to je problem, je padec. V Ljubljani, ki je od leta 2009 občina po meri invalidov, se skušajo tudi v zimskem času čim bolj približati njihovim potrebam. Na dežurni telefon 041 700 300 komunalno podjetje Ljubljana sprejema poročila o neočiščenih javnih površinah. Dobili smo eno pritožbo gibalno oviranega v tem tednu in smo to zadevo tudi uredili. Tukaj smo bili opozorjeni v letošnjem letu na to dodatno problematiko, tako da probamo pri čiščenju pločnikov, kjer je spuščen robnik za prehod čez cestišče, še posebej spucati ta spuščeni robnik, ki bi omogočal lažjo dostopnost z vozičkom. Velikokrat se pa zgodi, da dejansko ob klicih ugotovimo, da za te klančine oziroma določene dostopne rampe ni pristojnost mestne občine in njegovega koncesionarja KPL, ampak upravnika stavb oziroma funkcionalnega zemljišča, ki je v zasebni lasti. V tem primeru naj se invalid obrne neposredno na upravnika stavbe. Pri Zvezi paraplegikov Slovenije priporočajo še, naj vsak invalid na svoje potrebe opozori pristojne službe v lokalnem okolju. Se zna zgoditi, čeprav mogoče na prvi pogled se ne zdi tako, da je na vasi boljše očiščeno, prebivalcev je tam manj, med sabo se poznajo, tudi, bom rekel, poznajo potrebe lokalnega prebivalstva. Tako na Zvezi paraplegikov, kot Zvezi slepih in slabovidnih, ocenjujejo, da v zadnjih letih pristojne službe bolj upoštevajo potrebe invalidnih oseb in se na njihove pripombe tudi hitreje odzovejo. Je pa tudi sneg tudi veselje, ampak tako, da se v družbi pač poveseliš tudi na snegu, tudi to je. Ampak je pa ključno, da je pot varna in tako tudi privabi tudi vse, ki imamo zelo velik problem s tem in dodaten pri orientaciji, da pač gremo in da smo aktivni.